danes, glede na to, na kakšen način živimo, kako potratno živimo, glede na porabo energentov in predvsem na izbiro materialov, še posebej po gradbeništvu, se moramo zavedati, da s tem neizmerne posledice puščamo predvsem našim zanamcem. In glede na to, da če mi kot družba ne bomo se znali s tem soočiti in recimo take pobude sprejeti in jih nekako širše družbeno zaznamovati, da bo dejansko vsak, ki bo nekako se soočil z tem stanjem v naravi, razmislil, se pravi vsak dan, kako se bo obnašal, da bo njegovo delovanje v naravi čim manj, se pravi v okolju, povzročilo čim manj posledic za naše potomce. Jaz mislim, da je to ena izmed stvari, ki jo moramo gojiti, zato ker ravno z lesom kot naravnim materialom lahko v gradbeništvu naredimo korenite spremembe. In namesto, da vgradimo veliko količino betona za eno družinsko hišo, jo zgradimo iz lesa. Mi, kot odgovorni projektanti, izvajalci, pa predvsem tudi lastniki teh nepremičnin, moramo pa skrbeti za to, da bo konstrukcija suha v življenjski dobi in pri tem imamo krasno bivanjsko ugodje, dejansko vpliva na mnogo čutil, kar ljudje, ki jih jaz vprašam, ki so nekoč v klasični gradnji živeli in živijo v leseni konstrukciji, naj mi opišejo, kaj je drugače. In dejansko ne znajo točno opisati občutka, ampak povejo pa, da je pa čisto drugače. In tak je tudi moj oče, klasični gradbenik, zaprisežen gradbenik, in če ne bi zdaj izkusil te kvalitete bivanja v lesenem objektu, ne bi verjel. In treba je povedati, da takšna kvalitetna gradnja ne more biti najcenejša.